Po umiritvi epidemije se Slovenke in Slovenci počasi vračamo nazaj v običajno življenje. Nekateri so popuščanje ukrepov poimenovali kar veliko sproščanje, kar je precej zanimivo ime za povratek v službo. Čeprav jih po drugi strani razumem. Potem, ko smo bili mesec in pol zaprti s svojimi najbližjimi, so za marsikoga šefi, sestanki in nadure praktično Dalmacija. Da smo resnično komaj čakali na veliko sprostitev ukrepov, nam priča predvsem odziv, ki so ga doživele terase gostiln. Za isto mizo lahko sedijo le člani istega gospodinjstva. So gostje upoštevali to pravilo? Po odzivu, kako se pozdravljajo, pa kako so veseli en drugega, mislim, da ne. No. Tako je. Če ljudje prihajajo z istega gospodinjstva, najlažje ugotovimo po njihovem pozdravu. Če se usedejo in cel večer ne spregovorijo besede, je to boljši indikator zakonske zveze kot prstan na roki. Če pa se ob srečanju na vso moč objamejo in ob tem potolčijo še kakšno solzo, potem zadnjih 2 mesecev najbrž niso preživeli v isti garsonjeri. O tem, da so se že prvi dan na terasah gostiln družili ljudje, ki več kot očitno niso z istega gospodinjstva, se je obregnil tudi vladni govorec Jelko Kacin. Kako veliko ljudi je bilo včeraj na prostem, na terasah, če smemo uporabiti ta termin, da so sedeli preblizu, da so zdaj nenadoma vsi postali sorodniki. Gospod Kacin je ugotovil, da se je klientela v slovenskih gostilnah močno spremenila. Če so tja včasih zahajali ljudje, ki nasprotujejo homoseksualnim porokam, so terase te dni polne istospolnih družin, v katerih so 4 očetje in nobenih otrok. Sorodstvo je pač trenutno edini izgovor, da lahko greš z nekom na pijačo in dejansko sediš za isto mizo. Če ste včasih s kolegom pred pirom pogledala vsak svojo denarnico in upala, da je kaj notri, boste po novem naredila vsak svoje družinsko drevo in upala, da se kje stikata. Vsaj tako je bilo do včeraj, ko je vlada končno prisluhnila tako gostincem, kot tudi zdravi pameti in omejitev sprostila. Kljub tej dobri novici pa določene nejasnosti še vedno obstajajo. Lahko imamo zunaj goste, pa začne padati dež. Kaj narediti v tem primeru? Vreme je zdaj, vemo, sploh zdaj trenutno zelo nepredvidljivo. A mi lahko te goste pol med tem, ko obedujejo, ko imajo hrano na mizi in pijačo, jih lahko prestavimo noter v lokal ali ne? Gospod je odprl zanimivo vprašanje. Trenutno lahko stranka vstopi v notranjost lokala le, če gre na WC. Rešitev je torej, da v primeru dežja hrano vzamete v roke in jo v miru pojeste na stranišču. Enako kot naredijo starši malih otrok, če želijo končati svoje kosilo. Zaradi spoštovanja medsebojne razdalje pa nekaterim zahtevnejšim strankam prav tako ni jasno, na kakšen način lahko trenutno kelnerco primejo za rit. NIJZ se namreč še vedno ni izjasnil, ali je dovolj uporaba zaščitne rokavice ali pa si moramo priskrbeti pohodniške palice. Prav tako pa ni jasno, če lahko kelnerca gostu klofuto premaže z razkuženo roko ali je zaradi varnosti bolje, da uporabi krigl. To so resna vprašanja. In če se je moški del prebivalstva ta teden najbolj razveselil odprtja gostiln, so ženski del prebivalstva najbolj razveselila odprta vrata kozmetičnih salonov. Čeprav je tudi tam ponudba precej omejena. V kozmetičnih salonih še vedno ni dovoljeno ličenje in podaljševanje trepalnic. Ob manikuri bo kozmetičarko od stranke sedaj ločevalo zaščitno pleksi steklo, ki ga morajo po vsaki uporabi razkužiti, kakor tudi vse ostale prostore salona. A se meni sam zdi, ali kozmetičarke po novem zgledajo, kaj da trenirajo za delo na pošti. No ja, glede na vedno obširnejšo ponudbo, me niti ne presenetilo, če bi pošta poleg športnih stav, sladkarij in igrač to poletje v svojo ponudbo dodala še pedikuro. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.